igral, bil pa je rezervni igralec in je tudi okusil finalno tekmo proti Brazilcem na svetovnem. Žoga za naše, Pavlin, vendar pa je potem Sašo Udović žogo izgubil. Društvo slovenskih literarnih kritikov je bilo pred slabimi 4 leti ustanovljeno z namenom, da se tukaj opozarja na samo stanovsko problematiko, ukvarjanje s kritiko. In v teh letih mislim, da smo bili sorazmerno uspešni. Javna agencija za knjigo je recimo pred 2 letoma prvič podelila štipendije, delovne štipendije izbranim kritikom. Potem večkrat smo se oglasili tudi v zvezi s problematiko reševanja statusov samozaposlenih v kulturi. Kaj je? Pizda imaš trd stari pizda. Kaj? Trd je. Ma gre drugam, meni ti to je. Eden od glavnih razlogov za ustanovitev društva pa je bilo tudi podeljevanje kritiške nagrade, se pravi Critics' Choice, torej nagrada Društva slovenskih literarnih kritikov za najboljšo knjigo leta, ne glede na izvrstno in žanrsko pripadnost. To ni fuzbal. Bayernu zaradi poškodbe ni igral, vedno znova na desni strani. Zanimivo se mi zdi pri iskanju nadobudnih kritiških mladih peres to, da največkrat smo zelo fascinirani nad tem, kako kritik ujame kritiški jezik in ga prepozna. To se pravi nad besedilom in pa nad samo formo. Zdi se mi, da je pa zelo pomembno tudi to, kar pa ni velikokrat izpostavljeno pri literarni kritiki, da pravzaprav z neko kilometrino ali pa tudi z neko emšo starostjo ljudje pridobijo mogoče vsebine. To se pravi, ni forma lahko tako fascinantna, ampak so spoznanja mogoče tehtnejša. Noter! Podaj noter! Večinoma se pri mlajših kritiki resnično za superlativno vidi neka drznost, neka agresivnost. Prav to zadnja leta pravijo kritiki, literarne kritike, da je manjka. Ampak po drugi strani je tako, mislim, da če bi literarnega kritika vodila samo drznost in tako rekoč že skorajda mejna prepotentnost, pa ne verjamem, da bi pravzaprav imela literatura sama zelo veliko kaj od tega. Mladi fantje so vodili z 1-0 po prvem golu, 21. minuti. Ura, aj gremo. Dober faul, dober, bravo. Neko vztrajno ponavljanje te mantre o pluralizmu resnic, koncu zgodovine, koncu velikih zgodb je dejansko prineslo eno stanje, v katerem se kakršenkoli kritik, ki ima mogoče neke tehtne ideje in jih zna argumentirati, takoj razume kot nek totalitaren vzorec, ki se ga skuša implementirati v to zgodbo pluralnosti. Zelo pritisk naših, tu je strelec, Željko Milinović. Tukaj in danes je največja težava nedvomno ta, da imamo zelo arogantno in vulgarno, hkrati pa še zelo zaplankano oblast, ki v bistvu se na vse načine trudi zatreti znanost in umetnost v kali, hkrati pa skuša zelo intenzivno tudi izkoreniniti vsakršno kulturo kritičnega mišljenja. In vse troje se mi zdi, da zelo škoduje literarni kritiki. Šampioni! Dobre, sem hotel reči. Samo svetujemo. Ole. Sem tudi tih.